Dober dan. Senat Celjskega okrožnega sodišča je danes na predlog tožilca nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja izrekel 2-letno zaporno kazen. Tovšakova je kaznivo dejanje v torek v solzah priznala. Najprej dejstvo, da je gospa že obsojena in da je v vrsti drugih kazenskih postopkov, kar pomeni, da je to samo prva od serije pričakovanih sankcij. Druga stvar, pri dejanju osebno ona ni pridobila nobene premoženjske koristi. Družbe, ki so jo pridobile, so v stečaju. Tisti, ki so bili, recimo temu, skrbniki tega denarja, so tiho pristajali na to ravnanje. Po torkovem posvetu predstavnikov poslanskih skupin bo o zapisu fiskalnega pravila v ustavo danes razpravljal še politični vrh. Vprašanje, ali bodo v četrtek poslanci o tem predlogu ustavnega zakona sploh glasovali, tako ostaja odprto. Srečanja se bosta verjetno udeležila tudi premierka Alenka Bratušek in predsednik republike Borut Pahor. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je predsedniku Državnega zbora Janku Vebru še zadnjič v svojem mandatu predal letno poročilo Računskega sodišča. Poudaril je, da njegovega naslednika čakajo pomembni izzivi na področju javnih naročil, delovanja lokalne samouprave, komunalnih storitev, pa tudi pri ocenjevanju kakovosti novih zakonov. V Varstveno-delovnem centru Polž so se že pred časom uspešno prijavili na razpis za projekt Inovacija v socialnem trženju. Zdaj bi radi projekt razširili in se lotili prodaje svojih izdelkov na tradicionalen način. Izdelkom iz naravnih materialov so varovanci tako dodali še sveže pečen kruh ter pripravili kavo, čaj in punč, vse skupaj pa naložili na cizo, voz, kakršnega so nekoč kmetje uporabljali za prevažanje svojih pridelkov na tržnico. S harmoniko in dobro voljo so se nato odpravili v mesto, kjer so se tudi s kratkim programom predstavili mimoidočim. UNICEF-ovo poročilo, ki zajema 29 gospodarsko najrazvitejših držav sveta, pravi, da se Slovenija po blaginji otrok uvršča na 12. mesto, pri čemer so upoštevani podatki iz leta 2010. Pri tem pa opozarjajo na tvegana vedenja otrok in mladih, odsotnost zajtrkovanja in preveliko telesno težo otrok. Mednarodna primerjava razkriva, da blaginja otrok ni neposredno povezana z bogastvom države, temveč je velikokrat odvisna od vladnih politik v posameznih državah in da so nekatere države pri zaščiti najbolj ranljivih otrok veliko uspešnejše kot druge. Obeta se večinoma sončno vreme, pihati bo začel jugozahodnik. Popoldne se bo na zahodu že začelo oblačiti. Zjutraj bo med 0 in 5 stopinjami Celzija, čez dan pa bo kar od 13 do 18. V petek bo oblačno, najprej bo začelo deževati na zahodu, padavine pa se bodo zvečer nekoliko okrepile ter zajele vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Ob prehodu hladne fronte bodo možne tudi nevihte. V soboto bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Mariborski hotel Piramida se pridružuje verigi več kot 4000 hotelov v 100 državah sveta. Dijaki druge gimnazije v Mariboru so se vrnili z mednarodne izmenjave s Kitajsko. Tekmovalci v džudžicu so z mislimi v nemškem Waldorfu, kjer bo konec maja evropsko prvenstvo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.